Dragi štoparke in štopari, zgodil se je tisto, za kar smo bili sveto prepričani, da se ne bo. Izgubili smo epizodo. Šla je v večna podcasterska lovišča, ker je prišlo do nesreče. Računalnik je imel pomembnejše opravke, kakor je snemanje epizode, in se je ponovno zagnal. Posnetka ni bilo več. Skoraj cela epizoda, številka 190, je šla neznano kam. Ne vemo, kaj se je zgodilo, in vse, kar smo lahko naredili, je, da smo začeli znova. Pri vsemogočnem Bobu, zakaj? V glavnem, mi nismo imeli kaj drugega za narediti, da gremo še enkrat, ampak kakor boste slišali, smo bili malo. No, vse boste slišali. Upam, da boste vseeno uživali v epizodi, in če se bomo prevečkrat spomnili na dejstvo, da smo zbrisali skoraj cel tek, kakor se temu reče v lepi slovenščini, potem je to zato, ker je bila bolečina res močna. Za morebitno trpljenje se že vnaprej opravičujemo za vse nevšečnosti. Kdo je rekel? Ajde, gremo od začetka. From the top. Dober večer, drage poslušalke. Ne, dober večer, dober dan, drage poslušalke, drage poslušalci, kjerkoli že ste. Moramo povedati eno žalostno novico. Mi smo namreč glih kar prišli pred čudovito dejstvo, da se je... Peljivo dejstvo, da danes mislim, imamo. To načrt tangira, samo da boste vedeli, zakaj smo mogoče v rahlo čustveno pretresenem stanju, ker se je namreč moj računalnik odločil, da bo globoko v to epizodo, ki jo glih kar poslušate, on globoko posegel in se restartil, in seveda, da se epizoda ni shranila. Posegel z grobo kretnjo. Imeli smo ful stvari smo povedali. Tok, da se v bistvu že prav ne spomnim veliko. Mislim, rešili smo že skoraj slovensko šolstvo, ne? Tako. Ja, in to me zdi, da ne enkrat. To je sumen, da ni slučajne. Ja. Teorije zarote. Smo bili, ne? To bo seveda, to, ja. To bo to. Pa trodnevni delovnik smo imeli. Potegnil se ven štroma. A ja, ne, to ni druga zadeva. Ja. Trodnevni delovnik smo tudi delali, pa vse to. Trodelovni teden. Trodelovni teden, pardon, ja. Zdaj si še Mike malo naprej. Ne, sem razrvran sem. Čiste in pretresen. Ne moram. Razrvran sem. Ne moram. Evo, imamo tudi naslov, hiter je prišel. Vidiš, to pa je ena stvar, ki je v prejšnjem tejku, ki se seveda ni shranil, nismo imeli. Prej nisem bil razrvran, zdaj pa sem. Zdaj smo malo sejli. Ja, zdaj pa razfukovi. Zdaj pa to zjebali, ne, bolj da ne. V glavnem, ja, no, kje smo bili? V glavnem... Ne gremo od začetka, ali kako, ne? Ja, sej ne veš, kako le greš od začetka. V glavnem Pelju službeni računalnik ne dela tako dober, kaj je delala Fordova službena kartica. Ja. Moram reči, da ne. Tako da mislim, da moramo našim reči, da rabimo službena kartica. Ja, da si lahko kupimo privat računalnik. Ta bi bila dobra, ja. Ta bi bila dobra. Ja. Veš, kako smo začeli, da smo še vedno v sobi. To je šlo v večna lovišča. Naj vam povem, v prejšnjem tejku se je Aljo naučil tega kreativnega računanja, ki ga že zdaj 100 epizod fura. Ne, saj smo pol ugotovili. 1 + 1 je 2, ne? Ja. Pa imaš pa sam 4 in 2 sam pripišeš zraven, ne? Ja, veš, sej, točno tako je bilo. To je ustank, v bistvu. 2 je ustank, ki ga pol pripišeš na koncu. Bravo. Je logično. Ja. Mislim, točno tako je bilo. In točno tako je. Tako je. Super, samo kako smo pa od tega prišli do šolstva. To mi pa ni jasno, stari. Kako smo namreč začeli? Za astrofizike nismo. Za astrofizike. Ne bomo pošiljali raketo v vesolje, ne? Mogoče. A je bil Bruce Willis v tej epizodi? Bruce Willis je bil te, se mi zdi. Tudi to je šlo. To vse je šlo. Bruce Willis je šel, ne! Bruce Willis, to je se pravim, da so poslušali. To je neki... Kako je? A je še... Kaj? Tale, no, kam ima Štefica.
planet Merkurju. Povratnik, no je bem. končal se je. Nehal prejšnji teden. Retrogradni Merkur, vidiš, možgani, čisto sem razdrobljen, ne moram razmišljati. Retrogradni Merkur. Ni konč, že zdaj. Je pa zikr. Danes smo 15 stari, danes je v peti. Tudi danes, ko snemamo, nismo ne, že zdavni, že prejšnji teden je bil. A res? Ja. A ni bilo do prvega, pa malo še plus minus 2. Sam po mojem, to je še, to so še odboj. Plus minus 2. Ne, jaz mislim, veš kaj, da je neki. Da nam Pluton, ki je planet bolečine, da nam pritiska na naše sonce. Pa Pluton ni planet. Kaj ti veš spet? Kaj ti veš? Ne vem. Pri temu, da je Pluton planet bolečine, se ti osredotočiš na to, da ni planet. Ja, lej, če planet bolečine, pol ne obstaja. Ne? Ja, ok, to imaš prav, v bistvu dela. Bolečina obstaja, delejo doživljaš. To, kar slište, to je bolečina, glasovna bolečina iz nas, pazi, razdržan. Sploh ne znam reči, vse to smo že govorili. To se pa spomnim. Tako da gremo na intro. Mislim, da hočem vsaj kratko obnovo tega Bruce Willisa, ki je bil res dober, ampak mislim, da nikoli več tega ne bomo več dobili nazaj. No, samo da povemo poslušalkam in poslušalcem, če bi še kakšen, nič ne bi bilo bolj. Vse bi bilo bolj, če bi mi imeli še to lahko nazaj dobili. Stvari so se zgodile, zato ker so se zgodile in zdaj... Ampak, če se naročite na naš Patreon, boste pa dobili ta izbrisani posnetek. Ne boste. Kje je šlo vse v kurac, nažalost ne. Ni backup ni delo, pa backup od backupa tudi ni delo. Vse je šlo v kurac. Dej, pritisn. Nač, pejmo, intro. Ne, čak, stop, Slavko. Kaj? Slavko. 5 minut pa pol. Prej je bilo pa 8 pa pol. Ja, prej je bilo pa 8 pa pol. Sam ti zdaj ti ne boš videl. Tudi Slavko ne. Ja. Zdravo štoparke in štopari, vesolje je veliko, večje kot naša bolečina ob izgubi epizode. Čeprav tle pa ne vem, če je res. Ker smo, mislim, zoper najslabša stvar je to, kar zdaj delam, da razlagam poslušalkam in poslušalcem, da smo se res imeli fajn. Ja, ker se imamo res vedno fajn, ampak še nikoli, ne, to je v bistvu problem. Še nikoli nismo izkusili, a veš, da bi nam imel tale snemalski škrat zagodil in vedno smo se še pogovarjali smo se in sem še rekel, da vse kaj pa lahko gre narobe. Nič. Vse računalnik se ne reštarta kar sam. No, zdaj se. Bolečina je tukaj. Bolečina je večja, mislim, je gromozansko neizmerna, prav taka kot vesolje. Ja, in kljub temu, da se vam mogoče zdi, da je lekarna res, res daleč. Je ta bolečina večja. Ta bolečina. Ja. Ampak starih, kljub tej bolečini smo mi še vedno. Aljo. Peli in zi. Zi je res rezervran. Ja, ne moram. Ti se peli, jaz sem zi, če to ni vedel. To je bil Peli, tisti, ki je govoril prej, to je Peli. Za tiste, ki ste prvič z nami. Tako. Sorry, ki ste prišli v tole. Ja, se opravičujemo. Slabo bi rekel Tomič. Slabo bi rekel Tomič. Slabo. Ja, nimaš kaj. Sultan, se tudi tebi opravičujem. Najlepša hvala za vso podporo, vseh, ki ste nas že podprli. Zdaj bi nam prav prišla psihična podpora kot finančna, ampak oboje bomo zelo veseli. Ne? Ja, absolutno. Lahko pošljete kakšen rejki, če znate. Ja, dajte. Lahko pa tudi na hvalo za seribe.si, če še niste. Najbolj nam pa pomeni to, da nas poslušate, kljub temu, da smo čist potrti. Pejmo pogledati, kaj smo obdelali v prejšnji epizodi. Kralja smo imeli. Tako. Ja.
In tle je bila še debata o tem, da ne to, pred prazno dvorano pa to. In ne moreš brez veze. Tudi ne vejo zdaj, zakaj pred prazno dvorano, koga. Skratka, muzika je fajn, pete poslušati. Imejte radi svoje izvajalce. Vsi so kdaj igrali pred prazno dvorano. To bomo zdaj mi po alinejah obnovili, kaj smo prej govorili, kar bi mogli oni slišati. Slabo. Zdaj to res ni dobro. Torej, to je bil, kralj je bil. Pejmo od začetka. Kralj je bil, Ford je bil res vesel. Artur je bil pa res ni štekal. Artur ne, nič mu ni bilo jasno. Ampak vse se zgodi, veš, pač, ne vem, mogoče ni poslušal pač Elvisa. Ne, pa se smo ugotovili, da v bistvu Elvisa dejansko glede na njegov položaj v družbi, se pravi, bil je del BBC-ovega tima, ugotovili smo, da je imel rad neko rock muziko, Dire Straits pa to. V resnici, mislim, da Migo je bilo ogromno. Škoda mu je šel horizonta, kadra. In še pola, veš, kako reče, ko vprašal Forda, a imaš ti rad, Elvisa, mislim, je rekel, a bo Elvis kukar v redu, da ga... Ne, nič ni, nobene emocije ni, veš, ulej Elvisova. Mislim, če jaz najdem kaseto, ne vem, v vesoljski ladji od Elvisa, bi me to res šokiralo. Jaz bi bil res vesel, stari. Mislim, poleg tega, da si vesel, mislim, da ne poslušaš neko vogonsko kruljenje tam, na kasetah. Mislim, ti si najslabš. In ti najdeš Elvisovo kaseto. Ne bi več tistega vogonskega kruljenja, stari, ker ti si res, ni je zemljska muzika, ki je toliko slaba. Mislim, ki mi ni toliko všeč, ne da je slaba. Vse muzike so dobre. Najprej bi bilo čudno, da bi kaseto najdel. Potem bi najdel kaseto na vesoljski ladji. Pa bi bil ugotovil, da je Elvis. Da se sploh ne bi mogel načuditi že eni do... Stari, tako. Ti si bil pred 15 leti nazadnje na tem planetu, kjer je bil Elvis doma, a veš? Se pravi, to bi bilo res čuden. Mogoče pa že toliko delč stran bil Artura, veš, da se že ni več spomnil Elvisa in niti zemlje. Čeprav, če sta šla na zemljo, skozi pogreša. Točno to. Pa se je tale ptiče v držju je celo na sliku oziroma prikazu. A veš? Ne, pa še skrbel ga je, da mu časovna oziroma ne vem kaj. To časovna os, da bo ta prava. Da jo je on zmeram falil zemljo. Kar jo je, No, v glavnem, pa videl je modela, ki je izgledal kot star Elvis v baru na odru, glikar, razumeš? V glavnem malo je priglup. Ali je bil pa ful lačen, pa je hotel sem jaz pa piti. Ali je pa mislil, da je sam neko ponaševalec, kaj mogoče, takrat jih je bilo ful pa... To je pa tudi možno. Pa se mu je zdel, pa meni kaj Elvisa oponaša. Ne, pa ni tudi rekel, mislim, ta je pa zanač Elvis. Ne, se je rekel, da se mu je zdel dober. Ne, rekel je, da je bil še kar dober. Da je bil še kar v redu. Mislim, vsekakor ne slab. Ja, v glavnem, to. Tako da kva, gremo kar naprej. Zdaj sta pa pristala, ne? Zdaj sta pa pristala, Kvarnik. Kvarnik. To je bilo dejstvo, če sta odletela, bo se nek tudi pristala, ne? Ni z veliko pokvaril. Jaz sem mislil, da bo v stari dobri Douglasovi maniri šlo na kakšen drug lik. Sam pa sem se spomnil, da v bistvu gre ta hunim drugim edinim likom, ki so še v knjigi, tako da ni šlo. Sta pristala. In to na zemlji. Yes. In to sam 3 ure za... Ta prvo vesoljsko ladjo, ta srebrno. Tista, ki je naredila res darmar v zemlji. Tako, ki bi verjetno tudi pri nas, če bi pristala zdaj sred Londona ena. Ladja, srebrna. Tiskovne agencije so šle in full kako se reče, to pa je breaking news mode. Končno to bi lahko izkoristili iz breaking news. After decades of waiting, we now have really breaking news. Aliens just landed in Regent's Park. In takoj za njimi še en. Čez 3 ure. To v bistvu, to kar pokvaril so zadevo. Mislim, pokvar. Veš, nisi, ne? Mislim, a veš, v bistvu nimaš kam reklam stlačiti, ker se to dogaja, pizda ni placa za reklame, ne? Mislim, a veš,
niti vsi ljudje, ki bi mogli vse povedati, kot smo v nekem paralelnem vesolju enkrat govorili o tem. Oni sploh ne bi vsi na vrsto prišli, je že nova vesoljska ladja, pa moraš nove strokovnjake vprašati, kaj bojo povedali o tem. Kako teologa, znanstvenika, pa še enega influencerja, da skupaj se kregajo, ne moreš. Kaj influencerja rabel pri tej debati? Jim Pejmo na inštitutu Jožef Štefan bolj. Boš ti razložil, kako je s tem. Ampak veš, če ne bi prišle eno za drugo, ne bi po enem tednu te vesoljske ladje, pa če bi sam tam stala. Sej je že bilo takrat, ko je robot pristal na. Samo je to ista zemlja? Ne, ni bila ista zemlja. Sam tudi takrat so v novinarji vprašali vedno isto vprašanje. Kako se počuti pa to. Tako da jim pol očito zmanjka. To je bilo očito malo. Pa se zatekam itek se zaneseš na najbolj tisto, kar bo, veš, da... Kaj? Kaj veš, da dela, ne? Mislim, da dela. Kaj misliš to? A kako se počutiš? Ja. Tisto, kar veš, da pač nimaš kaj drugega, kako se pa počute ob zmagi. Danes bo te pobili. Ja. Mislim, da je to bolj validno vprašanje. Mislim, sploh če dekle meče kamne, ali kaj je že delala. Ja, dobro. Zdaj, ni bila glih videti tako neki vesoljsko nevarna, ponavadi pričakuješ neke laserske žarke, pa to, ko bo to vse razumljeno. Itak je zmeram prva bela hiša v pitanju. Tako je. Zdaj, kle bi bila saj Buckinghamska palača. Ali pa parlament stavba, stavba parlamenta. Ali pa stanovanje od Downing Street, ali kaj že. Desetkov. Da premijeja napade. Štupumf. A misliš, da vejo te neko hierarhijo zemeljsko, da se toliko pozanimajo, preden pridejo? Se bukati. Tole ni bukanje, ne? Tole ni bukanje. Ampak, če si pripravljen Švico napast, se pozanimaš, kako boš napadel Švico, ne? Tako da po mojem tudi, če prideš planet na past, valjda se pozanimaš, kako boš. Po mojem tako, če pride Brazilija, če pride Brazilija igrati v San Marino, pač pridemo, ne? Ja. Nismo ene tekme vaše pogledali, ker brez veze. Ne rabimo. Slišali smo, da ste za nič, ker to verjetno že klele, ker že ta naša lokacija v tem oddaljenem rokavu, slep črevo vesolja, nam da vedeti, da pač lej, gremo. Mislim, modeli više časovnega preskoka niste izumili. Mislim, še fuzije. A veš, ne vem, a vijo to? Ne vem, kako se človek pripravi, da naredi vizijo na planeta. Mislim pa že velikost imamo tako, da glede na vesoljske razsežnosti, pa recimo, če gledaš druge planete, imamo že velikost San Marina pa Brazilije v proporcih, recimo. Ja, v resnici, tako da se po mojem glih napravljaš nekaj, da te bojo tam pričakali, pa res eni hudi tipi. Če ne bi oni tipi že prišli nasprot, če bi bili res hudi, se veš, napad je najboljša obramba. Ja, verjetno res. Veš, kako oni, po mojem se pogovarja, stari, veš, po mojem pa modeli imajo te rakete, ki grejo na 1000 km, pa jim rečejo zemlja, zrak, pa take fore. Spul se jim zdi imelitno. Mislim, čeprav pobijo še zmer kar veliko ljudi v resnici. Mislim, za naše razmere je zadeva čist nevarna. Zelo nevarna v resnici. Za njihove pa verjeten pa ni štrcal, kako že. Razen, če jih sploh ni, če smo sami. No. Enako strašljivo. Kako je že rekel Clarka, ni rekel, da sta obe dve stvari enako strašljive. Sem pa študiral, da lahko pa da trenutno zdaj v tem časovnem, v tem času v vesolju ni enih drugih. A veš, saj mi nismo rabili ful veliko maljavžent let. Če je Zemlja rabila 4 milijarde, vesolje pa 13,5, ful je še enega cajta bilo. A veš, lahko da so bili prej eni, ki so bili ful hupi frudi, pa so imeli svoje dizle, pa svoje kerozine, pa svoje bogataše, ki so se vozili okoli, veš. Pol propadli, pa pol spet. Ja, lej, če se... so imeli listje za plačilno sredstvo. A veš, če je verjetnost, da se je pri nas to zgodilo, je verjetnost, da se v vesolju
ful večja, po mojem. Tudi, ja, mislim, da je to vesolje, kot smo slišali v uvodu, res veliko. Pa tudi ne, potovanje je traja, ne? Vesolje je potovanje do enega konca lahko ena, ker recimo se odpraviš nekam, lahko civilizacijo že umre, medtem ko ti se premikaš. Še preden se je rodila, ja, lahko. Že odmre. Ja, mislim, pa recimo pošlješ neko odpravo, ne, medtem muna civilizacija lahko umre, ker je taka razdalja. Recimo še posebej, če se ne premikajo svetlobno. Če so frizerji tudi, če se ne premikajo svetlobno hitrost. Noč proti frizerjem sem šala na Gulgam Fričance, ki so bili, ta middle, kako se reče temu. Oni so mislili, da je ta odpadni da missing class, ne rabiš teh sanitetnih tehnikov za telefone pucati, ne rabiš sam. V bistvu si zdaj hotel reči, da v bistvu nas skoraj ni treba, da nas je strah, ker če so se zdaj le odpravili, smo mi prej sami pobili, predn bojo oni do nas prišli. Mi se budisovski grejo, ampak, a veš? Mislim, vemo, da z naše galaksije ne grejo, ne? Tok smo nekako razdelali. Ali pa? Ali pa da se skrivajo, ne? Ja. Da nočejo priti do nas. Zacem, za Saturnom smo. Ja, lej. Pa kje smo deli, mi smo že 6 milijard let. Na Neptunu so lune okrog, so velike, ki bi lahko imeli. Sem preleti do Sonca, pa po fotkah. A veste, da je Zemlja ena redkih planetov, ki ima samo eno luno? Ja. Ne, večina planetov ima več ali pa nobene. Imamo pa veliko prebivalcev, ki so za luno. Imamo. Jih nam pa ne manjka. Bi pa lahko izvažali tudi druge galaksije. To bi bil lahko zemeljski najboljši izvozni artikel. Ja. Hočeš reči, da bi bil to tak galantni način, da se jih losamo. Ladja B. Tako se je začel. Tako se začne. 3 modeli imajo podcast, pridejo na idejo in eden od vladajočih reče, to je pa dobra ideja. Pista, je to dobra ideja. Sploh ni slaba ideja. On umre zaradi telefonskega virusa. Ja. Ta isti, ki se je to spomnil. Ja. In vsi ostali. Tamo ni ben telefončka spucal. Ja, takole pride. No, ampak mi smo se naučili razkužvati, tako da tole nas ne bo. In takle virus nas ne bo kar pomeni. Saj telefonski ne. Telefonski ne, bo treba nekaj hujžga. Bo kaj drugega. Jaz tudi nimam jaz, tako da jaz imam kar velike možnosti. Telefonsko se razkužujem, pa las nimam. Tako da... Ti si kar srečen, ja? Sem kar hud. Rojen pod srečno zvezdo. Ziher bo, to je tako, kot pa teh stvareh, ki mi si mislimo, da nas bo neki tazga, a veš, nafta ali pa neki. Na koncu nas bo neki čist brez veze. Pa ne toliko brez veze, kot gobe, ker to je že v seriji. A veš, če je neki v seriji, smo si že zmislili. Neki bolj ne brez veze, v smislu brez veze. Nekaj eno še ni padl tudi na pamet. Nekaj, kaj ti še na pamet ni padl, točno to, a veš, ne. Všesne palčke. Joj. Mislim, se te so turbo škodljive, ne za nas pa za želve. No, to vidiš, ja. In želve pol se evolvirajo in pol nas pojejo. Ja, pa si predstavljaš, da so jezni, ker smo všesne palčke in metal. Si predstavljaš, da smo 295 let brez zašestih palčk kar dobro zgverali. Oziroma več, ne? 100 let manj kot 300 let smo brez... Mislim, da 100 let že uporabljamo. Po mojem glih to zobne ščetke, te zaresne pa zobne paste, ki so ugotovili, da jih rabimo. Da brez njih nam živeti. Je pa res, da so imeli prej ljudje ful slabše zobe. Je pa tudi prej so umrli, tako da lej. Ja, lej. Mislim, le, to tako pač je zdaj. Torej, začeli smo. Prišli so ladje, ladja 2 in ladja 3 je pristala le v krajevnih lokalnih novicah. Ja, ker je bilo že vse to preveč ladij, ne? Ja. V bistvu Artur je zanimal, kako bo ta zdaj najdla random pri vsej tej, takrat je bilo 5,5 milijarde ljudi. Ne? Ja, ta je bila kar zanimiv podatek. Ne? Da se malo več. To je bilo v 90-ih, zdaj nas je... Ja, je bila univerzijada v Zagrebu, to je bilo 87. Takrat se je rodil v Zagrebu 4 milijardi. 4 milijardi. Točno, ja. Zemljan, ne? Točno, ja. So to kukar v Belodan, mislim, da mi je to v spominu. Se pravi, 5 let kasneje jih je bilo že 5,5. Dobro nam gre. Zdaj ne more pa še najboljš, ne? Zdaj smo pa že na 9, pa hitro bo na 10. Le se je dobro. Sej eni pravijo, da je resursov za 60.
da ful neki preveč kompliciramo, da sploh ni panike. Ja. Mislim, kar se hrane tiče, za 18 milijard ljudi, ne, že s to tehnologijo, ki jo imamo zdaj. Ja, s to tehnologijo, ki jo imamo zdaj. Ja. Pa že neki vesoljci pride, bo pa za 6. Sam pač rajš kletok stran vržemo, kukaruni manjka. Sam vemo tudi, moramo zaslužiti. Vemo tudi, da Zemlja ni glih navdušena nad to tehnologijo, ki jo imamo zdaj. Veš, tako na dolgi rok. Ne. Malo ne gre, ali fajn. Ni glih ne, najboljši. Če bi vprašali une malo bolj konzervativne, bi rekli, da bi bilo ful boljše, če ne bi izumili Huber boljšega procesa. Ampak, lej, pustimo. No, v glavnem, ni bil noben hud špeter, ta druga ladja in ona, da sta šla, tako kot se rekel, kje bo ta najdla random? Ford mu je lepo razložil, da rabta sam en dober room service. Ja, televizijo pa room service. Televizijo pa pijačo. Ja. Pa za jest kaj. Ja. Tako. Ja, to je bilo, v bistvu je bila smart ideja. Ne. Jaz ta prvič, ko sem bral, sem mislil, da bo to šla v pub, kukar se spodob, greš honjo pa konjušnik, vse imajo, ne, da veš, televizor provat imajo, ne, pijačo pa tudi. Ampak je Ford prišel na boljše ideje. Je vedel, da mora malo več znara zabiti. Če bi šla v hotel, točen to, ki je treba malo več. Treba je malo zabiti. Kukar se lahko trudeš, ne moreš v pubu toliko zabiti. Tudi če se toliko trudiš. Potrebuje prostor z resno osobno strežbo, je rekel. In so šla v hotel. Malo tako, kot strah in groza v Las Vegasu, veš, ko mu je skozi svetval. Kaj more, ne? Pravni svetovalec. Svetval mu je, ko more vse v kovček. Kjer ima mile, treba kupiti, pa kašno sobo rabta, pa koliko hud motor, pa avto. Ja, vse. On je bil odvetnik. Odvetnik je bil, Raul, odvetnik. Pravni svetovalec. Hispanija je bil, meni se zdi. Ja, bil je. Bil je, samo če je imel ime, mislim, da je bil skozi odvetnik. Ne, to smo v glavi odvetnik. Bil je definitivno, se možno, da je bil. Ampak je tako zelo podoben moment je bil. Rava sobo, rava sobno strežbo, pa dosti pijače. Kar je bilo najbolj, da je njegova ta Dino Charge kartica, katero je mislil z lahkoto močno obremeniti, da je delala, kljub temu, da je bila izdana 5000 svetlobnih let delč. Ja, delala. Grome dela. To je pa dobra kartica, bo so dela. Ja, in Artur je začel iskati televizijo, zato ker je bilo toliko sob v tem dvosobnem apartmaju. Ford se je pa pognal na telefon in začel naročati na room servisu besno. Vse. Kar je šlo. Vse. Mislim, neki margarit, prosim, neki vrču margarit, porci solate, ala šef, toliko gosje paštete, kukar je imate. Pa še londonski zoo, tam je bila najboljša. Ja. In jim je pol razložil, da hoče v bistvu ustanovo, ne karte. Ne. Ja, ne, nobenih karte. So mu razlagali, da je zaprt, pa zgleda, ne pa neki v tem stilu. Ja, pa pol zraven vse strokovnjake, ki bojo te živali vrnili v njihov naravni habitat. In zgleda, ne vem, psihiatre za une živali, ki ne zmorejo. Vse to. Se je dobro razdelo, ne? Ne, ful je. Čeprav mene je pol malo šokiral v naslednjem. Počak, še pridemo do tega. Ja, pa še pridemo. Ampak ne, res je dal tako. Res je sočutno. Ja, zelo. Več ni bilo sočutno, samo velike hodil zapraviti fanta. No, ampak nekaj dobrega naredil. Nekaj dobrega naredil. Hotel narediti. Ne, sej, mislim, kar dobro mu je šlo. Tako da res se je potrudil, vmes je pa Artur najdel televizijo in je tudi videl, da je v poročilih, random namreč. In Trillian. Ni bila Trillian, pol je gotovo, da ni Trillian. V bistvu ni mu šlo to čist, ja, dober. Da je Trisha McMillan, da ni Trillian. V bistvu je, če citiram, rekel, da jaz ne prenesem več teh blesarij z usporednimi vesolji. Res mu ni več šlo, dosma tega. Ja. Čeprav to ima prav, zdaj v tej zadnji knjigi se začele ta usporedna vesolja bolj dogajati in valjda, da ti gre na živce, mislim, po skoraj toliko cajta. A veš, pa planet, ki so bili samo oni grižljavčki, razumeš, valjda, da nočeš več. V glavnem ni mogel razložiti Fordu, zakaj je to, mislim, kjera je ta Trisha McMillan, ker v bistvu on ne pozna.
Pozna sam Triljan, uno, ki je šla z Zahodom. Tako da ni mama mati njegovega otroka, mislim njunega otroka. Tako, no, v glavnem, pol je Ford ugotovil, da Artur sploh nič ne posluša in da Ne, Artur je ugotovil, da Ford ne posluša. No, oba da se... Ford se je itak rekel na Ford telefonu. Ford je imel drug del. Ford je naročil vsega Boga. Imaš prav, ja. V bistvu nima to res dobro, da gre, da se ne poslušata. Večino cajta. Zverek verjata skup. Mislim, stvari se kar razpletajo. V glavnem, in je bilo kaj drugega pol, še to je bilo. Strokovnjake in kam jih bojo preselili. Všeč mi je bilo, da je šel tudi Demokratično republiko Kongo. Da bi bilo treba, mogoče treba to kupiti. Da bi treba, pa Madagaskar. Neki živeli od tam. Mogoče treba zabaviti. Ja, hvala, treba je. Bomo kupili. Vmes je pa še ga ausglajzal, da je rekel, da je naročil gosje pašteto. Kukarji jo imajo. Kukarji imajo, ja. So gosje pašteto, mi zdrihti. Malo gosje. Ja, on je prej naročil, ampak on je pa Artur mu v enih pomembnih novicah, ne? Ta pa, sem naročil malo gosje paštete, ja. In pol Artur je rekel, da to se mu ne zdi pošteno do gosk, ne. Pa vam padel. Jebeš gusi. Spet ta profanost. Kaj kurac, pa še gusi, ko jih jebe. Ja, točno to. Vsega pa tudi ne more. Tukaj pol zoje rešil, ne celega. Zdaj pa goske jeba. Psihiatri mi zrihtil za to. Čeprav une so bile že ubite. Une ne moreš rešiti pač. Če ne maraš, bom pa jaz. In pa je pa hodil tudi poročilo, kva se tam dogaja. Ko je na televiziji in na televiziji pa popoln kaos. Random vrešči na Triljan oziroma na Trišo, ni vedel čist na kukar je že ime. Ta je bila kar brutalna, ne. Da jo je zavrgla, potem pa hoče, da jo pelje v dober nočni lokal. To je pa to. To so sledje dogodkov. To je pa to, kar tam karieristka vzgoji najstnico, ki preživi večino časa v časovnih varuškinjah, in pol vse, kar dela, je, da je hod na koncerte že od 3. leta, se pravi že 10 let, in vse, kar hoče, je mal... Se v bistvu vse, kar hoče, da ji pove zakaj, pa da jo pelje v nightclub. Čeprav pomislim, v bistvu čisto reasonable zahteve. In potem ona joka, Triša, da ni ona tista, ki je pustila in tako naprej. Je ne, pa še v Rupertu razlaga. Triša je čisto zdaj. Arturju ni nič jasen, kakšen Rupert, pa kaj je zdaj to. Meni ni nič jasen. Tako da so mogli iti na televizijo v glavnem na reklame. Back to you, Jim. Še posebej zato, ker je random metala začela spet metati stvari, pa ne, pa bilo back to you, Jim, ja. Pa je Jim je pa pač povedal še enkrat, kaj se je zgodil, in povedal je, da ne ve nič drugega, razen da je to pač skrivnostno dekle, ki pravi, da je ime random potovalka Dent. Opa. Ne, Dent. Ja. Po fotru, ne. In da je ona šla na počitek, ne. Triša in Macmillan pa bo, upajmo, z nami spet jutri. Triša je tole malo res prizadelne. Vse skup so sledi dogodkov in ni bilo lih naklonjeno. Še prejšnji trenutek je mislila, da je iznorela, zdaj pa njena hči v navednicah obmetala s kamnem. Ti ima v bistvu ona je štartala, da zdaj pa ta ladja pršla. Mislila je, da ima vse niti v svojih rokah. Tako, breaking news, zmagala. Film, ki sem ga sestavljala, je bil res za nič. Ti si mi noben verjel. Ampak zdaj pa ta ladja pršla, jaz te vesoljce poznam, meni je to malo jasen, ker sem jih že res videla. To so moji modeli, a veš? Tako, in tole bo tole všlo zlahka, Zvezda večera bom, in pol ti stop ven. Mami, kamne. Zakaj mami, kamne? Pa je v nočni lokal. Diskoteko hočem. Najbrž se je takrat še temu tako rekel, čeprav v 90-ih po moje že ne več. Nekaj, se je nočni klub, ne? Se.
Ja, zajeban, ne. No, vmes so pa že držale nove novice, ki je že prišel ta drugi ali ta tretji NLP. Ne. V bistvu je prišel še ta tretji. Ja, tretji petek bil samo v krajevnih novicah, ti si pa... Pa kdo, koga kurat dviga še en vesoljska ladja. V kateri spet ne bomo nič zapovedati in spet bomo šli iz polka, bomo obdelali še vse znanstvenike, kaj o tem meni Kim Kardashian. Smo pred avtoriteta. Kim Kardashian noče dati intervjuja, zato tle bivakiramo že teden pred enimi vrati. Spet se oglašamo izpred vrat Kim Kardashian. Super, ja. No, ampak Ford je pa vmes skočil, pa spustil in zagrabil telefon in utovkal številko van. Ja, in poklical je vratarico. Vratarico je poklical in vprašal, če bi ona hotela postati lastnica hotela. Očitno ima eno dobro idejo. Ja. Vse tako kaže. Vse tako kaže. Kaj res je urno, k Leopard je skočil. Je rekel, da je hotel njen, če v 5 minutah izve, katere v klube je včlanjena Trisha McMillan. Zapišite vse skupaj na račun sobe. In? Pečino obešalnik je pil. Sam, a veš kva? Oni stroški, ki jih je imel z živalskim vrtom, so bili ful večji, kot je en hotel v Londonu. Ja, odvisen je spet. Če še zajre kupaš, a veš, ne. No, ja. Oziroma Demokratično Republiko Kongo. Ti zverjetno ni to, kot Švicane. Si skoti zran dobil. Ja. Mislim, vdi se, koliko je velika zdaj spet. Mislim, se čez Švico vzel verjetno ima diktator iz Zajra tam ves denar. Po jerbu si se prišel tudi do Zajra. Tako da verjetno res, ja. Sigurno. Sploh ne rabiš se sekirati, ja. Ja, nič. To je to. V drugem poskusu nam je uspel, tako da najlepša hvala, ker ste nas poslušali čist do konca te epizode, kjer je Ford kupil londonski zoo, gosjo pašteto in še hotel v centru Londona. Aha. Pa mislim, da ima še idej. No. Kako to zrihtati. Ostanite z nami tudi v prihodnje. Če ne v kupu kakšnega nočnega kluba, se neče rečem. Ja. Počakajmo do naslednjič. Lahko nam poveste, kaj si mislite o teh nakupih na dopisnicah, ki jih pošljete na naslov. Opravičujemo se za vse nevšečnosti. Litostrojska 52, 1000 Ljubljana. Cesta! Ker ceste, to je ena od cest, ki jih lahko prehodite. Se 1000, vidiš, ne? A veš, pri 1000, ki sam 2 nule črtaš, ne, pa imaš 10, pa je 52, minus 10, pa še 42. Je 1000, je 10. To je pa tudi iz Ljubljana, se pobijata, a veš. Jih pokrajšaš, pa se na LU. To, moramo povedati, da ta feeling vam dol že tretjič, ne ve zakaj, ampak imam ga, bravo, to je to, evo. Imamo. Se pravi, na dopisnicah, na naslov, ki se ga boste zdaj nedvomno zapomnili, zato ker smo čisto enostavno razložili, kako se zapomniš. Če pa si niste, Litostrojska 52, še enkrat, dopisnice, lahko tudi kartice, čeprav v njih iz dopusta lanske čezmer nismo dobili, ampak vemo, da so. Teorija zarote. Discord v času so zalutale. Tako. Ja, druga časovna os. Če ima kuli svoj planet, imajo lahko tudi naše kartice. Seveda. Pa če imajo Firecajki, jaz vem, da Firecajki imajo. Levo od kuljev. Le lučaj strak, je pa planet naših kartic in zgleda, kot kaže, tudi razglednic. Lahko pa prijete na naš Discord, kaj povedati. Dajte nas kaj vprašati, kaj bomo dali. Imam idejo. Če nas kaj vprašate, smo že rekli, da ne vemo, če bomo znali odgovoriti, se bomo pa potrudili, pa mogoče včasih sam... to smo tudi že rekli, da butas na svet ni nujno dober. Bomo probali na dne butaste dajati, obljubo pa nič ne. Mislim, lej. Bomo videli. Skoraj z gotovo se lahko trdimo,
Mislim, glede na to, da imamo disclaimer, da smo divje netočni, ga upoštevajte z zrnom soli. Ja. Mislim, da imamo tudi to sposobnost, da bomo vsaj za kakšno od teh neumnosti, če jih bomo rekli, pa povedali, da smo jih rekli. Jo. Upamo, no. To pa je. Za čim več. Ja. No, lahko pa hodite tudi na družabno obrežje, tam pa moramo reči, da smo bolj enosmerni, ker se mi zdi, da je čas njihov. Tako malo so v zatonu, kaj pa se. Yeah. Nekaj novega. Discord je futbol. Itek, da. Ja. Bomo šli na Snapchat. Ne, prestari smo. Jaz sem ga že dvakrat probil, pa sem imel 1-0 manj od spred. Snapchat še zmer. To je stvar, pizda. To šmeka. Glavno. Jaz pa da naš tam malo full snapov. Največ. Instagram je brez veze. Snap je pa na zakon. Pa ta WhatsApp za debatirati to. Za gife pošiljati. WhatsApp, ja. Ali mi pa ta drug, no. Pač kjerikoli. To je zelen ali pa ta fariolčen. Telegram. Ne, Telegram ne. Ne, Viber. Viber, itak. Ja, Viber je že kar malo pase. Mogoče pa mladini je malo pase. 3 stari modeli se pogovarja, kvaj kul. Ja, ampak imamo pa mlade otroke. V glavnem, z vami smo bili, da prekinem tole. Čak, to so bili dobre, to je bonus. No, z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Ja, mi dva s Peljem bova še malo ustala, pa bova še križala na to temo rekla. Hvala za vse, Kva je kul? Ta Telegram je pa tudi, ali kva? Telegram je tudi, Kjer je pa unikaj, Secure je pa signal, to pa vem. Tiste je pa signal. Pa tudi Telegram tudi neki briše. To je pa, če rabiš mamile. Telegram se, a niso klet. Ja, pa je, da teh, ki poznajo, ljudje, ki poznajo, ljudi, ki poznajo, ljudi, ki to uporabljajo. In naročajo, da tega nucajo, da ta je pa najjači. Aha, ja. Kripcija pa to. Ker zdaj te isti ljudje, ki poznajo ljudi, ta Silk Road je že zdavnaj umrl. Je to itak že, so ga razhekali, mislim, so ga razbili. Ne vem, če smo že rekli, pa bi Silk Road 2 pa to. Ja, ne vem, če smo že rekli v epizodi, ampak jaz bi te mamile bi legaliziral vse. Smo rekli ne parkrat, ja, se mi zdi. To bi mogel, ne. To je ideja, kdo cikne, ne na uno, da je treba poslati sanitetne tehnike stran, razumeš. A veš? To je res dobro. Ja, sam. Pa bi imeli droge, DO, da DD bi bilo to stajo. Mi smo tako firmo že včas imeli. Droga. Ja. Sem to bi itak, pa bi to veliki farmaceuti pograbili, pa bi spet izvisel mali... Oni imajo možnosti, da delajo mamile. Ne, možnosti ima več ljudi, samo oni imajo ampak oni imajo kapacitete, imajo znanje, kapacitete, imajo infrastrukturo, oni jih to bi štepali na... Distribucijo, vse imajo. Že piše gor, razumeš, Bayer Pharma. Vse imajo. Pa tudi v redu, boš to kot tako, no, kaj zdaj, kaj fentanil pa te jebe. Mislim, itak. Saj ne veš, kje ga už dubu. Se malo začel kup malo horsa, pa je puf. Puf pa je fentanil noter. Ja, sorry, a ti začel števati? Mislim, ne. Mislim, princ fentanil. Mislim, on ga je kupil zato, ker ga je rabil zaradi unih gležnov, ker je Peter nosil, jebi ga nečibrno zafukana reč. Tam boli, ne? Ampak painkiller je hkrati. Vsi se to je legal. Ja, ampak ne smrtonosen, zelo, zelo, zelo potentna hudič. Zelo mal pa zelo na recept. Pa še mnogi. Med drugim tudi Hulna od Foo Fighterov meni se zdi, da je bil tudi pa ne vem, kaj je bil koktel vsega. So zdaj najdeli. Sam to je zdaj pola, veš, ne. To bo, mislim... Tako da, mislim, to hočem reči, da bolj da ima lek to, pa da je kovšar roba, pa da se da še... Ja, sam bolj, če zmešaš, boš tu čov, ne. Pa kdo ti v fentanil prodajo, če veš, da imaš top shit hot horse, če ga že rabiš, ko ne hoš v lekarni. Še kdo brez recepta? Jaz bi bil neki. Jaz bi bil tlele, razumeš. Dobro, pa se lahko na recept neki. Ne, pa da mi malo trave, razumeš, ali pa neki. Tako, ne trave bilo brez. Ti bi pa pri zeliščarjih. Ja, ampak a veš, da veš, da je kontrolirano poreklo, da ni... Pa tudi da ti povejo, tako kot v bolj zahodnih kulturnih civilizacijah,
informacijah, tale je mal downerka, če si preveč. Rabaš upper, downer. Ne, pa da ti v lekarni reče, veš, mislim, tole že poznate, ne? Ja. To je Marička, ki je v najboljših letih, ki si se samo usedel, pa je bil že puf merzel, je že odpiral. A poznate, da je to že zel? No, pa malo pojejte prej, pa pol, ne? Previdno, ne? Tako, ja. Previdnost, ni odveč, ne? Ne, zdaj 4 popolne. A si predstavljaš ne, to? 4-2, ne? Gospod Pavlica, a spet? Trjavga, kaj? A spet trjavčka? Ne, to bi svetovala, ne? Ne, se greš enkrat, greš v... Pa še to, ne, še to. Če bi bilo tako, bi jaz probal horsa, recimo. Sam, dejte mi, a veš, tako, ko si grejo zdaj ljudje presajati lase v Istanbul, nekaj ima en teden še tam hotel, pa all inclusive, ne? Tako greš, ne vem, droga experience. Katmandu ali pa nekam, kar si mi zamisliš, ne, pa rečeš, bom šel probat hors, ne da zdaj greš na pune. Ne. Mislim, jaz ne bi šel. Jaz bi šel enkrat probat, pa prosim, gospod študent, odpeljte me dam, posad, a veš, dajte me lepo ne vem, za koliko cajta. Če bi šel v Katmandu, te ne bom pelu dam, pogreš lepo v sobo, ne, in te tam osebe te pospremi, te da spat, te kontrolira zdravnik, ne. Da se ne bi kaj zgodilo, da se ne bi zadušil. Tako, ko prideš ven, učink popusti, te posadijo na avion, pa dam, čau. A veš, ne? Vse. Evo. Super. Imaš še turizem. Ja. Mislim, lahko greš tudi, če kaj Katmanduje pogledati, če te paše. No. Ja. Mislim, to je opcijsko, ni nujno. Če že v Katmanduju. Jurija 200 več, a ne? Bi šel zdaj gledati. No, mislim, ne moreš. A misliš, da gre vsak, ki gre lase si naštimati v Istanbul, pogledati Istanbul? Valjda gre. Ja, mislim, da ja. Jaz po mojem, da ne vsak. Kaj pa ti si not v sobi ali kaj pa? Ja, ne, ki si šel še po... Netflix greš gledati. Ne, ki se bojiš z ule lase, da te dol padal. Ne, jaz sem jih dosti videl. A si videl? Ker so pol kružili tam po lokalih. A res? Ja, ne, zalepljen si. Aha, se vidi, prav vice jih. Ja, ne, res, v šopkih so to. Dokaj? Ja. Ne boš, valjda boš šel ven, si imaš poln kuracice sobe, po moje. Ja, seveda, ne veš, pa še na garderobo si greš kupiti. Ja, tako. In si ubal 2 muhi na en mah. Pocen si jedel, pocen si pil, pocen si cote kupil, pa še frizuro prideš lasaci. Lasaci, ko... Ne vem, kdo je lasac, ful. Rajko Hrvatič. Mislim, da smo naroben ga zbrali. Ja. Ampak ja. Drugač. Pa ne bo Rajko Hrvatič. Pa se je zdaj že bolj, kaj je bil prej. Ne vem. Se že parili. Ne vem, nekaj sem prisesoval enem pogovoru, ki je prišla tema na lase Rajka Hrvatiča in nekdo povedal, da je pri frizerju videl, da jih ima več, kot jih imel 20 let. Da se je paril. Ne, se je možno, da je zdaj še probal, no, ker recimo oni poskusi, ne, takrat, jaz ne vem, to je secondary, ne, se pravi, source. Ja. 28 let nazaj sem tudi jaz v podobnih izletih razmišljal, ne, in takrat so bili te poskusi, so bili pol res bolj ubogi. No. V bistvu Tist prva runda je bila slaba, ja. Je bilo bolj mavža ljudi, je bila kakor kaj drugega. Ja. Da zdaj te stvari se pa menda so pa že kar malo posrečene, no, tako, da pa zadevo kar spelajo že tako, kaj treba. Da ti ga jih. Dobro. Ne, zaradi tega, ker pač v muslimanskem svetu je to kar precej pomembna stvar. A ja, to? In je veliko kandidatov, ne, in pač posledično se zgleda tudi kvaliteta storitev pol precej izboljšala. Tako kot pri vsake stvari, ne, z večjimi poskusi boljš ratuješ. Ja, seveda. Ja. No, dobro. Nove tehnike, nove tehnologije. I guess. Ja. In pa pridemo od heroinov, kot Katmanduju. Do nasajevanja las. Sem jaz kriv, ko sem dal to primerjavo že v štart. Tako da, nič. To je to. Adijo. Ajde, čau. Fak, stari. Ni. Ne, smo bili pa ful dolgi. Ja, to ne dobro. Ta je bila res dele. Smo bili pa dolgi. Zdaj pa res potegnili. Fak. To bom dal 2 dela. Bonus epizoda. Bonus. Z tega za nov let, za božička. Ne, da smo dali pa idejo o tem, da bi legaliziral mamila v bonus. To bo res, vsi bojo slišali. Pa ni treba v bonus, to moraš pa vsi, da več ljudi sliši to. Se nam da v bonus.
Ford zihar ne bi razumel tega bednega sarkazma. Artur misliš? Ne, Ford ne, Vesoljci ne razumel. A ja, res je, nazaj. Artur sam pridem. Zdravo, štoparke in štopari. Po tednu prekladanja, preverjanja backupa od backupa, iskanja po vseh mogočih mapah, kamor bi lahko snemalnik shranil datoteke naše izgubljene epizode, smo jih našli. Juhu! Naši podporniki jo lahko slišite že ta teden v bonus epizodi, ostali pa enkrat, ko jo objavimo. Lahko pa nas podprete na hvala@sitberibe.si in jo poslušate že danes. Takole za malo zaradi cača pa vam par minut podarjamo že kar danes, ker je glih najbolj depresiven ponedeljek v letu. Tako da uživite še naprej, mi bomo pa naslednjič vedeli, kam se shran backup od backupa, 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 od backupa. Kaj? Treba je biti not. Treba je. Še zmeraj smo v sobi, koliko smo rekli, 114? 1,14. 1,14. A vi ste 1,14? Mislim, dobro. Ker smo. Ja. 1 plus 1. 1 plus 1. Je 2. Je piška pečena. 4 pa 2 odzad prepišeš. Se prepiše. Ja. Ker to je bil ustank. 1 plus 1 je 2. Evo, zdaj pa se navadil. Vidiš, se znaš, sam če hočeš. Ni čudno, da sem imel popravca. Jaz sem imel skor. V prvem letniku sem imel skor. Pa sem bo gotovo, da je bolj, če se naučim, čeprav nič ne razumem. Mislim, ne naučim, na dudlam, ali kako se temu strokovno reče. Ker je izpuhtel takoj, ko sem iz učilnice prišel. Strokovno znanje, strokovni terminologija. Ja, res. Ja. To je sistem kriv. Misliš? Seveda, kad ti ne pustil, mislim, ne bi smel, mogo bi ti razumeti. Ne bi ti smel pustiti. Zdaj ta naša šola se temelji na veliko na dudlanju, da učenje golih dejstev, dobro, pustimo matematika, ni gole dejstva, ampak namesto, da bi ljudje, da bi se reševali problemi, ne sam drn, ampak probati razumeti pa reševati probleme, ne. Ja, nekaj razmišljanja. Tako. Pri nekaterih zadevah, da lahko razmišljaš, moraš vedeti neka dejstva. Pri kemiji je pač, ne vem, kisik se veže z 2 oglikoma, upam, da sem prav rekel, sem že malo pozabil, je dejstvo. Ne? Mislim, pač kemija ima neke zakonitosti. Tako kot fizika. Ogliki, vodiki, whatever, se je važno, da... Ja, vodiki, v bistvu imaš prav, si dokazi empirično na sebi. A veš, če bi bil deležen še boljšega šolstva, bi vedel, da sta vodika, ali pa da bi vedel... Mislim, to je zdaj, da res to, kar sem se s kemijo ukvarjal, res že nekaj časa nazaj. Čeprav oglika sta tudi lahko, čeprav ne oglik je en, pa sta 2 kisika. Ja. Ali pa en. Najboljši bil pri nas. Vodik sem se zmotil, lapsus lingve, pa se obračujem. Točen to, a veš, treba je... Mislil sem, ne, veš zakaj, ker sem mislil, ne. Zapel zdaj to na šolstvo, da je šolstvo krivo. Ne, to je bila čista moja napaka. Treba tudi priznati napake, ne. To je tudi res. V firmi je skladiščnik rekel enkrat, kaj je zapiral vrata, je rekel, no, še en dan, ker nisem od voda pa integrala rabo, prav in tako že zadnjih 35 let. Je minil. Ja. To je res. Ko pa prišel enkrat, ko ga uporabo, ko mogo zračunati, kako komet leti proti zemlji, ko pa potlej. Če bi on bil zadnji zemljan, ki bi mogel posrkati znanje, da se reši tega kometa. Ja, ne, sej to imaš v unmu joku od Rikija Gervaisa, ki imaš... Da v bistvu pri tem, če bi do tega prišlo, prav imamo pač tak sistem, da 4 milijarde ljudi pade na kolena in pač mol, da nas ne bo zadev. Ja. Prav imaš pa pol tam neko skupino znanstvenikov, ki proba na ta komet Brusa Willisa gor spraviti. Ja. Zdaj, ne. Ja, bo ratal, če že ne. Mislim... I'm not a betting man, ampak bi stal na bruščje. Čeprav zdaj verjetno že malo težji. Gospod je malo dementen že. Na bruščje iz 80-ih. Ja, tako. Lej, tisto, kar mislim.
Sploh ni treba znanstvenikov, bo on to sam. Z neko tako rožnato ladjo, kot smo jo mi prejšnji epizodi, nekaj poskočenega bi sam rabil. On je inženir tam v tem filmu, ko gre na komet. Inženirja, on je ta film tako dobro pozabil, da ne morem povedati. Oni so te, mislim, inženirji, pač. Oni so te, ki vrtajo, mislim, da naftne ploščadi, tako da mora biti neki inženir. Drillerji se, to neki je. Pizda, neki je študent. Malo geologa, malo... Je rabu integral ali pa odvod vsak dan? To ne vem, ampak mislim, da en dan to si mi v glavu stavil, da povedal, zdaj mora pa ta sveder uporabiti, pa un sveder uporabiti. Slovensko gimnazijo je naredil in pomoju v tem zemljinem površju in to mu je vse jasno. Moraš res vedeti to do obisti, moraš vedeti. Mislim, da trije v Sloveniji ne uporabljajo tega znanja, ki ga mora en gimnazic v prvem letniku vedeti. Za službo ga ne rabijo tega. Ampak treba je dati vsem te možnosti, da bodo vrhunski znanstveniki, pa čeprav bojo pa samo trije. V bistvu, to je... V bistvu, čeprav bo misliš, ni treba lobby ljudi naučili kakšnih drugih veščin še, ne. Se je koliko je rekel, pač, neko znanje pa neke stvari pač poiskati. Tako, pravilno, kvalitetno poiskati neke zadeve, ne se na pamet učiti. Ker recimo v teh situacijah, kot recimo, ko si na kometu, a veš, mogoče pa ne, da nekako ne. Rešiš problem z podatki. V resnici moraš biti iznajdljiv. Tako? Pa iskati podatke, tako kot je Sparning nas učil. Tako je, tudi le pošleš gor, ne? Mislim, da se je naučil to, da ni problem, da podatki so, samo da jih moraš znati najdeti. Najdete pa uporabiti. Tako, pa pravilno uporabiti. Se tukaj te pa pride ta teorija, ki bi nekako skupaj mogel povezati po neko smiselno celoto. Ampak to pa spet ta reševanje problemov. Ne neki na pamet se naučiti, pa zdrdrati to, kar si se ti na pamet naučil. Ja, ki boš itak pozabil. Itak pozabil, točno to. Ne? Ja. Malo do velik tednov. Tako, kot si prej rekel. Tako, koš, ko ven si s tobo, pa si pozabil. Ja, valjda, itak. Nič mi ni bilo jasno. Pa, a veš, zdaj študiram kakšne stvari, ki bi jih rad vedel, recimo relativno teorijo, splošno in to posebno, sploh ne vem, veš, do predlani nisem vedel, da je razlika, da sta dve, a veš, ne. Pa smo imeli fiziko, pa so nas zihar to učili. Sam se nas po moje to Einstein, v redu je, un model ščupo, fertik, čao, a veš. Ime teorije si vedel, pa kdo jo je spravil skrb. To je bilo to. Črno-bele fotografije so bile, tako da je bilo najbrž malo manj kot 100 let nazaj, a veš. Pač toliko sklepanja smo se naučili, sprot učiti. Mislim, je pa res, da smo zdaj te pravi couch selektorji, ne. Spet pač smo na kavču in pač rešujemo šolstvo. Ker res ne vemo veliko o tem. Najlažje je biti publika, ne? Je pa tudi res, da je ful malo podcastov, ko se pogovarjajo o šolstvu. To je pa tudi res, ne? Več ali manj rešujejo, veš, fuzbal, šport, politiko, te stvari, ne, a veš. A misliš, da mogo kakšno iz šolnika povabiti, pa malo potem se pomeni? Kaj ne bilo slabo? Škodel nep. Jim bomo dali popačen glas, kaj po mojem, da nočijo. Zihar, ne. Tako je pokojnih riba naredil. Smo zatemnili glas, da se ga ne bi razpoznalo. Jaz sem Jože, ki še prišel iz tamle. Tako nekak, ja. Ne znam tako dobro, kot je to. Delam v šolstvu, ne, in potem... Delam v šolstvu, ja, to. No, ja. Najbrž, da imajo svoje zgodbe te šolniki. Imajo. Če ne drugega je ena zgodba, mislim, ena par zgodb popisanih v romanu Andreja Predina, Učiteljice, ali so učiteljici, ne vem, No, v glavnem bomo dali zapiske. Zgodbi je še veliko. Razložil je tako, da je ugotovil, da ne more več delati v šolstvu, da vse, kar mu preostane, je, da v tem napiše, v svojih izkušnjah napiše knjigo, da se bo edin tako lahko rešil teh ran in travm. Pejmo zdaj, ne, kaj zdaj. Ja, pejmo. Da ne bomo utavali predelač. Zdravo štoparke in štoparji, vesolje je večje, kot je problem slovenskega šolstva. Ja. A je? Po mojem, mislim, da je. Po mojem, da ja. Slavko, 8 minut pa pol. Slika, dobro reči, da smo Slavko umenili, nismo, ne, ampak evo, Slavko.
Vse sem imel prav, 8 minut pa pol. V glavnem vesolje je res veliko. Sploh ne boste verjeli, koliko orang velik je to. Res je gromozansko, neizmerno veliko. In kljub temu, da se vam mogoče zdi, da je tista lekarna na koncu ceste zelo daleč,